Sem tekaški trener Intersport in v tem filmčku vam bova podala 5 hitrih nasvetov pri nakupu tekaških copat. Prvi nasvet. Kako naj čisti začetnik kupi svoje prve tekaške copate? Čeprav ste zagotovo velikokrat slišali, da je najpomembneje, da začetnik kupi čim kvalitetnejšo obutev in šele potem začne s tekom, menim, da pri začetnikih obutev ni najpomembnejša reč, ki bi jo morali obkljukati, da bodo imeli dobro izkušnjo s tekom. Pri začetnikih je zelo pomembno, da prve 3 mesece tečejo predvsem malo. Če pa tečejo malo, potem tudi manj kvalitetna obutev ne bo ravno škodila. Začetnik naj začne torej teči v obutvi, ki jo do zdaj uporablja na primer za hojo. Ne odlašajte torej s tekom. Ko boste lahko tekli več, pa bo pametna izbira tekaške obutve postala toliko bolj pomembna. Drugi nasvet. Kako dolgi naj bodo tekaški copati? Če tečemo v tekaški obutvi, ki nam je prav za hojo, še ne pomeni, da bo primerna tudi za tek. Ko tečemo, se ob dotiku s tlemi stopalo znotraj copata namreč rahlo podrsa naprej. To je toliko bolj izrazito, ko tečemo navzdol in ko tečemo na način, da se tal dotaknemo najprej na prednji polovici stopala. Če je pred prsti premalo prostora, se z nohti z vsakim korakom dotaknemo prednje stene copate. Pri daljših tekih lahko to postane problem in se nam zaradi tega poškodujejo nohti. Moja izkušnja je takšna, da z nohti nimam težav, takrat, ko imam spredaj približno za širino palca na roki praznega prostora. Tretji nasvet. Ali je bolje, da me v prednjem delu obutev tesneje ali bolj narahlo objema? Tesno objemanje prednjega dela stopala ni zaželjeno. Ko stopimo na tla, se stopalo razširi. To se zgodi zaradi popuščanja prečnega stopalnega loka pod obremenitvijo. Če nas obutev tesneje objema, se predvsem pri nekoliko daljših tekih rado pojavi mravljinčenje ali pekoč občutek v stopalu, kar pa je tipičen znak, ko gre za draženje oziroma stiskanje živcev v stopalu. Tega pa seveda nočemo. Nočemo poškodovati živcev v stopalu, saj bi se nam te bolečine potem lahko kronično pojavljale. Četrti nasvet. Kako naj glede na gibanje stopala in gležnja izberem ustreznejšo obutev? Ljudje se pri tem nagibanju razlikujemo. Enim se nagibanje iz supinacije v pronacijo zelo hitro ustavi. Zaradi tega imajo okrnjeno blaženje dotika v stopalu in gležnju. Njim priporočamo obutev, ki je tudi na notranji strani podplata mehka. Potem so tekači, ki se jim stopalo in gleženj zmerno nagiba navznoter. Tem tekačem priporočam tudi nevtralne tekaške copate, četudi jim takšni z zmerno podporo plata pod stopalnim lokom ne bi škodili. Potem pa imamo še tekače, ki se jim stopalo in gleženj izraziteje nagiba navznoter. Na primer, ti tekači nevtralne tekaške copate zelo hitro obrabijo, saj se jim podplat pod stopalnim lokom zaradi večjih obremenitev hitreje pošvedra. Tekačem, ki imajo izrazitejše nagibanje stopala in gležnja navznoter, priporočam takšno obutev, kjer je podplat pod stopalnim lokom dodatno učvrščen. In zadnji, peti nasvet. Kdaj naj začnem razmišljati o nakupu novih tekaških copat in kaj naj naredim s starimi, ko kupim nove? Ne odlašajmo z nakupom novih tekaških copat. Nove iščimo že takrat, ko smo s temi, ki jih trenutno uporabljamo, še popolnoma zadovoljni. Zakaj? Razložil vam bom, da to ni nobeno dodatno zapravljanje denarja. Ko kupimo nove tekaške copate, starih nikar ne zavržimo. Dobro je, da jih čim dlje še vedno uporabljamo. Naša noga se mora na novo tekaško obutev postopoma navaditi. Prav tako pa se obutev postopoma prilagodi na našo nogo. Če hitimo z zamenjavo, povečamo možnost popolnoma nepotrebnih poškodb. Želiva vam tek brez črnih nohtov, brez utesnjenih stopalnih živcev, brez prehitro pošvedranih tekaških copat. Želiva vam tek z veliko dobrih občutkov. Dober tek!